Torej, spoštovane gospe in gospodje, danes ob svetovnem dnevu voda smo se zbrali tukaj na občini v Slovenskih Konjicah, da pričnemo z enim zelo pomembnim projektom, kajti vemo, da je bilo že kar zadnjih 50 let so bile težave z odpadki, kaj storiti z vsem tisto kramo, ki jo človek kot posledica civilizacije družbe proizvaja oziroma tišči nekam v okolje. In že takrat je bilo marsikomu jasno, da v nedogled se te zgodbe na enak način ne moremo več lotevati in da moramo temeljito premisliti, kaj bomo v bodoče z odpadki v smislu zaščite okolja in da je potrebno tu korenita sprememba. Ne gre samo za ločeno zbiranje odpadkov, ampak za neke vrste preokret v miselnosti ljudi. Ali uporaba določene embalaže je nujno potrebna ali ni. Ali je možno z temi našimi stranskimi produkti ravnati kako drugače, kot jih nekje odložiti. In zelo prav prihaja ta pobuda, da je cilj ničena stopnja odpadkov v neki lokalni skupnosti ali drugače Zero Waste občina projekt, k kateremu danes pristopamo. Kaj več bosta pa o vsebini in o nadaljnji poti povedala gosta, se pravi predstavnica projekta Zero Waste občina v Sloveniji in pa direktor javnega komunalnega podjetja magister Franc Dover. Izvolite. Hvala lepa, gospod župan. Prav lep pozdrav vsem prisotnim in v naši sredini prav lepo pozdravljam predsednico društva Ekologi brez meja v Sloveniji, gospod Uršo Zgojznik. Župan, jaz sem ponosen danes, da je odločitev za začetek projekta Občina z nič odpadki ravno na dan vode, 22.3.2016. S tem bomo v prihodnje nadgradili naše poslanstvo pri ozaveščanju naših uporabnikov in vplivali tudi na zaščito vodnih virov. Danes na osrednjem trgu tudi predstavljamo, koliko vode se skriva v živilih in dobrinah, ki jih uporabljamo vsak dan. Ne boste verjeli, ampak vsak od nas dnevno porabi 5000 litrov vode, 5 kubikov vode dnevno skozi rabo dobrin in pa potrošnjo živil. Prav tako smo danes objavili javno naročilo na e-naročanju za nakup specialnega vozila, fekalno vozilo, ki je letos ali v začetku drugega leta tudi dobavljeno. In upamo, da bomo čez leto vsorej lahko dali to vozilo tudi v pogon in tisto funkcijo, ki jo bo tudi upravljalo. In seveda smo kot družbeno odgovorno podjetje in družba, ki bo skrbela za strokovne podlage s ciljem postati Zero Waste občina v skupnem sodelovanju z uporabniki. Brez njih tega projekta ne moremo speljati. Predvsem na področju ločenega zbiranja odpadkov in njihove ponovne uporabe. Ta projekt se bo izvedel v 10 korakih. Vedno tako kot tek na 100 metrov začnemo s prvim korakom, pomeni z uvodno delavnico, ki se bo začela 6.4. čez en dober teden. Toliko z moje strani in prosim, gospod Uršo, še vi morda nam podate, kje smo, in kaj se pričakuje potem tudi od nas. Aktualne informacije torej. Mene izredno veseli, da lahko tukaj sedim danes, ker to pomeni en pomemben korak v prvi vrsti za občino Slovenske Konjice, takoj v drugi vrsti pa za našo državo. Veseli me tudi zaradi tega, ker jaz sem Štajerka po duši, nisem tista centralna Slovenija, odkoder se dostikrat neka birokracija širi naven, in me veseli, da je torej prva občina v Sloveniji na Štajerskem, ki se je odločila za ta korak. Trenutno je v naši mreži Zero Waste Slovenija potrjenih torej občin, ki so na poti Zero Waste, ki že izvajajo neke korake, ki so si zastavili cilje, zaveze, ukrepe, 6, torej 7 po vrsti, moram pa reči, da zanimanje precej narašča. Mislimo, da je to tudi delno povezano s tem,
s čimer pač se nekako usmeritev Evrope širi navzdol, od vrha navzdol in nekje na neki poti mislim, da se bomo morali združiti, ker princip zero waste je od spodaj navzgor. To pomeni, ni neka zapoved birokratska iz Bruslja, to morate početi, ampak so ukrepi in cilji zastavljeni na ravni lokalnih skupnosti, na ravni občin, in seveda si jih zastavimo sami. Pri tem je pomembno to vedeti, ker nihče ne žuga s palcev, nihče ne bo kaznoval ničesar, ampak gre pa za to, koliko smo dosledni sami zase in koliko smo pač sposobni te cilje zasledovati, ki smo si jih postavili. Mogoče ob tem se mi zdi predvsej pomembno, ker je pač danes tudi en tak dan, neka dogajanja politična v Evropi, da povemo tudi to, da je naša odvisnost od naravnih virov vsak dan večja in mislim, da se bo tu ta kriza stopnjevala. Torej, mislim, da prihajamo iz ene ravni finančne in gospodarske krize tudi na raven podnebne krize. Vsi ti ljudje, ki zdaj prihajajo in pritiskajo na te naše razvite države, so tudi po drugi strani izkoriščani z vidika teh naravnih posledic črpanja nekih surovin, ki jih na konec v tem razvitem svetu uporabljamo. Torej, gre za en tak po svoje nepravičen krogotok. Na drugi strani smo mi odvisni od vseh teh surovin v svetu in ta paket krožnega gospodarstva, ki ga je zdaj potrdila Evropska komisija, nam nekako kaže eno glavno pot, ki se jo bomo morali začeti zavedati. Jaz bi rekla, krožno gospodarstvo se sliši kot neka nova gospodarska panoga, ampak je daleč od tega. Gre za eno pomembno sodelovanje vseh deležnikov. Tudi sam paket ni pripravljalo samo neko, ali ne vem, gospodarski sektor ali pa okoljski sektor, ampak je šlo za močno povezovalno logiko. Jaz bi rekla, zero waste koncept je pa točno to udejanjanje krožnega gospodarstva na lokalnem nivoju. Veliko se začne pri odpadkih, če govorimo o virih, so pravzaprav to viri, vendar to logiko, kot je dejal gospod župan, bomo še morali malo zdresirati, navaditi se je. Ob tem pa pomemben poudarek, ni cilj, da gremo nazaj v jame, kar se dostikrat razume, nič odpadkov. To nikakor ni cilj, ampak gre za pot, kako bomo šli v tej smeri. Pri tem seveda ni tudi ne cilj, da se ob tem naše bivanje, kakovost bivanja, ugodje spreminja. Ne gre samo za preusmeritev neke logike, ki jo je pač treba zavrteti v drugo smer. Kot sem rekla, pri nas v Sloveniji to mrežo Zero Waste koordinira naše društvo Ekologi brez meja. Lahko se pohvalimo tudi s prvo Zero Waste prestolnico v Evropi. Ljubljana žanje posebne uspehe, kakorkoli, mi smo zdaj na drugem koncu, torej na Štajerskem. Zdi se mi pomembno, ker je povsod po svetu, kjer je ta koncept nekako bil posvojen in se začel udejanjati, nastal v neki lokalni skupnosti, pač kot pobuda in se potem širil na ven. Mogoče se zdi po svoje smešno, ker je zelo močna ta mreža v Italiji. Mi nekako Italijo dostikrat povežemo, tam je ogromno odpadkov in kupov smeti, ampak tudi v enem Neaplju ta primer je zelo poveden, kjer so se dejansko soočali s krizo odpadkov, ker je to industrijo nekako nadzorovala mafija, ampak v eni točki ni šlo več nikamor. In ta lokalna skupnost se je odločila, ker niso našli druge boljše rešitve v tistem momentu, ker je dejansko ni, za zero waste koncept. Danes so, mislim, da že na 30% ločenega zbiranja. Dejansko je pa to potegnilo za sabo, ta proces, da so prišli do tega, je bilo povezovanje. Morali so se usesti za isto mizo, kar je včasih zelo težko, da se pač vsak ima nek svoj pogled in je včasih problem strniti tiste misli, ki bi nas vodile potem po tej poti. Skratka, gre za eno sodelovanje, zelo pomembno, torej ni samo to nek koncept, ki ga bo zdaj potrdila občina, se ne vem, s tem na nek način tudi pohvalila, ampak je od zdaj naprej šele tisto pravo delo. Što se v tem, da neka merila pač seveda morajo biti, ta koncept si nismo zmislili mi, ampak je dejansko zrasel iz teh lokalnih skupnosti, pokazale so prakse, kaj je učinkovito, kaj je potrebno in te neke osnovne kazalnike je pač treba si zastaviti, torej točka nič, kje smo danes in kam želimo iti, to je najbolj pomembno. Mogoče za konec še to, kakor smo Slovenci radi včasih
kritični do sebe, ne znamo se pohvaliti. Kljub vsemu mislim, da smo, kar se tiče teh odpadkov, zbiranja, recikliranja, na zelo dobri poti, ampak po drugi strani nikakor nas to ne sme ustaviti. Če smo tretji v Evropi, to ni cilj, ne. To pomeni, da smo potem zgled vsem ostalim državam in s tem se nikakor ne moramo zadovoljiti. Naš namen je torej, da se širi število lokalnih skupnosti po Sloveniji, računam še nekako na Štajerskem, in da v eni točki mogoče tudi spoznamo kot država, da je to koncept prihodnosti. Govorimo o zero waste, govorimo o krožnem gospodarstvu ali čemarkoli drugem. Odpadki so tisto, s čimer bomo mogli aktivno se začeti ukvarjati in jih ne dojemati zgolj kot neko smet, ki jo odpeljemo v najboljši možnosti sežgati v tujino, kaj pa šele odlagati, ampak da obrnemo in začnemo dojemati, da je to tudi kot nek vir novih surovin. Pot do tja seveda ne bo enostavna, ampak z malimi koraki postopoma se tudi to da udejaniti. To bi bilo z moje strani. Res je, da to zberemo in peljemo na določene lokacije, ampak tudi potrebujemo, bi rekel, naše zelo pomembne, bi rekel, deležnike. To so naši uporabniki, ki nam potem tudi ustrezno razsortirane snovi, surovine tako tudi nastavijo. In vedno se zahvalim za to delo, ker mi štartamo primerjavi tudi z nekaterimi lokalnimi skupnostmi, ki so že v tem noter kar z visokega nivoja. Pomeni, mi smo že dosegli za leto 2015 skoraj 71% delež ločenega zbiranja odpadkov. Imamo zbranih na prebivalca 286 kg in pa 84 kg mešanih komunalnih odpadkov. Tako da te lokalne skupnosti, ki so pred nami, so nekatere imele celo slabše rezultate kot mi, tako da bomo zdaj te cilje, ki bomo prilagodili 2020, 2030 in potem spremljali, zelo skrbno načrtovali. Seveda je pa sedaj tudi na nas to, da je prvi korak uvodna delavnica, kjer bomo z Ekologi brez meja, nas bodo, bi rekel, usmerili, podali ustrezne informacije in potem se nekako je treba pridobiti tudi širšo javnost za ta projekt. Glejte, mi smo tisti, ki smo, bi rekel, vžigalna vrvica in zdaj moramo to zgodbo nekako zapeljati do zadnjega našega uporabnika. In seveda na tej poti nas mora tudi lokalna politika podpirati. To ni zdaj, kdo je za, pa kdo je proti, tu smo vsi za, to je koncept, to ni, bi rekel, da bomo zdaj vsak na svojem kupu ali pa vsak na svoji strani reke Dravinje. Drugi korak je prijava in priprava Zero Waste zaveze na osnovi po tej delavnici. Potem se bo pripravil dejansko posnetek stanja, ker je že to, kar sem povedal. Za izhodišče bo 2015, bomo pa vzeli 5 let nazaj in videli ta naš trend, koliko je bil, bi rekel, uspešen in nekako ga prilagodili za naslednjih 5 oziroma do leta 2030. Na osnovi tega se zastavljajo cilji in ukrepi, oblikuje se odbor, Zero Waste odbor v lokalni skupnosti, potem je zelo pomemben 6. korak je javna predstavitev zaveze, potrditev zaveze na občinskem svetu. Verjamem, da bomo to zadevo nekako ustoličili in tudi naredili ob praznovanju občine konec junija, 30. junija letošnje leto. Potem potrdi to naše delo načrtovanje Evropska mreža Zero Waste sistema in seveda potem pridemo pa že na letno poročanje in pa uspešnost tega zniževanja količin odpadkov. Moram še poudariti to, da mi besedo odpadek vse bolj nekako dajemo na stranski tir in vse bolj govorimo o surovinah, nekje o virih. To so, ker odpadek je vedno nekak slabšalni pomen in tako kot tudi marsikje imajo nas za smetarje. In jaz tudi svojim ljudem povem, mi nismo smetarji, mi smo okoljski aktivisti, ker mi pobiramo z nekom drugim, ki nam pač te stvari, tisti, ki nam nastavijo, je zadeva takšna v skladu za pričakovanje, tisti, ki pač tudi včasih kakšen procent ljudi zaide, je pa ta zgodba tudi potrebna malo več tudi našega angažmaja. Jaz sem mislil bolj, kaj občane čakaš recimo v tem vašem cilju, da še povečate količino ločenih odpadkov, še kakšne ukrepe? Poglejte, največji ukrep, ki ga tukaj vidimo, je tam, kjer so skupna odjemna mesta in večstanovanjski objekti, tukaj se najslabše ločuje. In mi smo v predlani in lanskem letu že začeli v sodelovanju z posameznimi odbori, to se pravi hišnimi sveti in pa z stanovanjskim podjetjem v Slovenskih Konjicah,
načrtovati neko vrste personifikacijo, kar pomeni, da ožamo nabor oziroma da vežemo, koliko stanovanj je vezano na skupno odjemno mesto. In prišli smo od dokaj zanimivih rezultatov, da ko smo to uredili, se je tudi nekako ta ločeno sortiranje tudi izboljšalo. Tam, kjer še pa to ni, bomo pa morali dejansko tudi prepoznati določene ukrepe, predvsem tam, kjer so večstanovanjski objekti. Mi ne pišemo glob, pač pa ima občinsko redarstvo to možnost v skladu z odloki, da tisti, ki pač bodo še to vneto načrtovali oziroma ne bodo v skladu z temi pričakovanji tako izvajali, bodo pač neki dodatni račun dobili. Ker zdi se nam, da je to nepošteno do vseh ostalih, ki pa to so in tudi za te pripravljamo določene, če bi tako rekel, ugodnosti. Marsikdo, ki nas obišče v kakšnem tednu ali pa v mesecu na našem centru za ravnanje odpadki, tudi presenetimo za kakšno kantico za biološke odpadke, za kakšno ročko za zbiranje rabljenega jedilnega olja in s tem bomo še tudi nadaljevali. Da se mi zdi mogoče pri tem, kakšni ukrepi pa katere dejavnosti zdaj čakajo občane, ker ponavadi smo navajeni tega, zdaj bo pa neki bum, pa bojo kazni, pa nekaj bo treba spreminjati in se mi zdi, da gre pri tem konceptu tudi za obrnjeno logiko, da je treba začeti tudi, vsak občan v resnici mora začeti prepoznavati svoj doprinos in svoj prispevek k temu, da bo bivanje lažje, boljše. Ker na koncu, poleg teh neposrednih rezultatov, kažejo v lokalnih skupnostih se kažejo polno nekih novih priložnosti, ustvarjajo se preko te ponovne uporabe, višje stopnje recikliranja, preprečevanja, karkoli, ustvarjanje novih delovnih mest, dejansko. Mislim, da imate tu dobro izkušnjo, tudi s tem centrom ponovne uporabe. In je to tudi ena taka obrnjena logika, ker ne gre samo za to, ker bo direktor pa gospod župan bo ta rekla, zdaj bo pa tak in se vse trese, ampak je en tak mehek ukrep, ki se da doseči tudi prek nekih ozaveščevalnih in drugih aktivnosti, tudi obrnjeno. Je pa verjetno včasih tudi možnost, da se občanom nižajo njihove položnice. To je pa cilj. To je naš cilj. In tudi, bom rekel, vsako leto, ki pregledamo elaborate oziroma osnovi preteklega obdobja, mi imamo danes cene, ki smo jih zastavili s 1.5.2014. V tem času se je marsikaj zgodilo. In seveda, včasih je tudi nerazumno, da mi rečemo, imamo dobre rezultate, cene pa ostaje, zakaj se ne prilagodijo. Pri nas je pač tako, mi izvajamo vse gospodarske javne službe. In verjamem, da bomo z leti, ko se bo neka infrastruktura zgradila na določenem nivoju, tudi to uredilo. Za tem stojimo in to z županom mi lahko verjamete, da delamo in z strokovnimi sodelavci v tej smeri. No, daleč od tega, da me ne bi kdo napačno razumel, javno komunalno podjetje ne bo pisalo glob. Mi bomo samo opozarjali in pa seveda vabili ljudi na sortirne analize. Bomo poklicali medije in tudi bomo rekli, gledajte, ta blok je pač to nastavil. In če bi imeli, in seveda kapaciteta v teh mešanih komunalnih odpadkih je noč veliko biologije, pomeni, je za 40 do 50% še možnost zmanjšati. To, kar sem prej povedal, 84 kg na prebivalca mešanih komunalnih odpadkov, z minimalnimi ukrepi v 3 letih sem prepričan, da lahko pridemo tam na 65 do 60 kg. To je z minimalnimi ukrepi in seveda z zavedanjem. Vsak se mora danes pri sebi zavedati, kaj povzroči naravi z napačnim odlaganjem. In tudi sebi in svoji denarnici, seveda. In to v tistih grenkih izkušnjah, kaj naučiti, preden pride do takšne situacije, če sem prav razumel, so ravno v Neaplu začeli razmišljati takrat, ko so bili zasuti z odpadki, začeli razmišljati, da bo treba nekaj spremeniti. In pametni se učijo na napakah drugih in jaz mislim, da je to ena taka primeren trenutek, da tudi kot lokalna skupnost, da smo enkrat med prvimi v pozitivnem smislu, pa smo večkrat, kot se znamo pohvaliti. In pravi način pa je seveda, da kot lokalna skupnost podpremo to idejo, ta spremenjeni način razmišljanja in skušamo to seveda prenesti na vse občanke in občane. Zato pa seveda je v vsaki lokalni skupnosti organizacija, ki se imenuje tako ali drugače, v našem primeru je to javno komunalno podjetje in zato je prav, da občinska uprava in podjetje, ki je v lasti občine, skupaj stopita in da širimo to idejo med vsemi, ki živijo tukaj med nami. In jaz sem prepričan, da bomo v tej navezi ta projekt speljali in da se bomo čez 3, 4 ali pa 5 let
ko se bomo spominjali današnjega dne, tudi rahlo nasmejali, ko bomo gledali današnje količine in pa tiste, do katere bi radi prišli, se pravi čim manj. V torek 22. marca 2016 ob Svetovnem dnevu voda sta župan konjiške občine Miran Gorinšek in direktor IAKP d.o.o. Slovenske Konjice, magister Franc Dover, na novinarski konferenci spregovorila o pomembnosti prepoznavanja odgovornega ravnanja z vodo in ostalimi surovinami. Ob tej priložnosti sta podpisala pristop k postopkom sprejemanja prostovoljne zaveze, s katero bo lokalna skupnost stopila na pot do družbe brez odpadkov, Zero Waste. To spodbuja k odgovorni potrošnji, saj mnoge izdelke in embalažo zavržemo že po enkratni uporabi. Z odgovorno potrošnjo pa se ne znižujejo samo količine odpadkov, ampak tudi stroški. Urška Zgojznik, predsednica društva Ekologi brez meja, je poudarila vlogo lokalne skupnosti na tej poti. Bistvenega pomena je maksimalne količine odpadkov preusmeriti v ponovno uporabo in izrabo in pri tem aktivno vključiti uporabnike, da se začno tega zavedati in se aktivno vključijo v ločevanje in ponovno uporabo surovin. Zero Waste občanom preko njegovega odbora, v katerem je tudi predstavnik civilne družbe, daje dodatne možnosti sodelovanja v procesu oblikovanja načrta in njegovega izvajanja.